Za začetek lepo pozdravljeni na današnjem skupnem slovesnem dogodku Ministrstva za obrambo, Ministrstva za zdravje in Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Prosim ministra za obrambo, magistra Boruta Sajovica, ministrico za zdravje dr. Valentino Prevolnik-Rupel in generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana dr. Marka Juga, da pristopi k podpisu sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za zdravje pri investiciji vzpostavitve nacionalnega zdravstvenega centra za izredne razmere. Izvolite. Čestitam. Prijazen dober dan, spoštovana gospa ministrica, spoštovani direktor, spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, drage sodelavke in pa sodelavci. Sporazum pomeni sodelovanje, napredek, pot, ki vodi naprej. Trenutno smo v fazi projektiranja nacionalnega zdravstvenega centra za izredne razmere Petra Držaja. S tem krepimo sodelovanje in pa urejamo dodatne kapacitete, krepimo javno zdravstvo, jačamo področje urgentne medicine in to je tisto, kar ta trenutek največ šteje. Investicija, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno na prelomu leta, potem sledi javno naročilo in investicija se v letu 2026 začena, potem bo pa v letu 2028 dokončana. Ljubljana dobiva lepo število urgentnih postelj, tako za primer izrednih kot tudi rednih razmer. Zadovoljen sem s sodelovanjem z Ministrstvom za zdravje in pa seveda zadovoljen, da nam strokovni suport v tej zgodbi nudi tudi bodoči glavni upravljalec Univerzitetnih kliničnih centrov. Pozdravljeni. Zdaj vse podrobnosti je povedal že minister za obrambo. Jaz bi se ob tej priložnosti predvsem zahvalila ekipam iz Ministrstva za obrambo, z Ministrstva za zdravje, pa tudi ekipi Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki so veliko dela vložili v to, da je danes prišlo do podpisa tega sporazuma, ki prinaša v Ljubljano dodatne kapacitete. Te dodatne kapacitete bodo namenjene v mirnodobnem času civilnemu prebivalstvu. Kaj bo točno v tej bolnišnici, bo zagotovo več povedal direktor UKC-ja, ampak vsekakor sem zadovoljna, Ljubljana takšno bolnišnico potrebuje. Upamo, da se bodo vse naslednje faze odvijale čim bolj brez težav in čim hitreje, da bomo prišli do večjih kapacitet v ljubljanski regiji. Dobar dan, spoštovana ministrica, spoštovan minister. Danes lahko izrazim samo veliko hvaležnost, da je pod vašim mentorstvom ideja, da bolnišnico Petra Držaja ponovno aktiviramo in jo namenimo tudi izrednim razmeram, uporabimo denar za dobro ljudi,
in zgradimo nov kirurški stolp z 18 tisoč kvadratnimi metri površin, kjer bodo svoje prostore našle tako operacijske dvorane, intenzivne postelje, predvsem izolacijske sobe, kar nam izjemno primanjkuje. Poleg kirurškega dela stavbe bo v stavbo vsebovala tudi urgentni center, ki bo zelo pomembno razbremenil urgentni center UKC Ljubljana, kjer vsi vidimo, da so težave praktično nepremostljive. Ob tem kirurškem stolpiču bomo s prenovo, počasno prenovo ostalih dveh delov interne klinike na BPD tako pridobili za mesto Ljubljana 300 postelj in Ljubljana bo končno pridobila mestno bolnišnico, ki bo lahko služila tudi v izrednih razmerah za druge posebne potrebe, vendar predvsem bo dostopnost postelje za Ljubljano, za Ljubljančane in osrednjo Slovenijo postala bistveno večja. Prikazati vam hočem problem ljubljanske regije, namreč osrednja ljubljanska regija, kot vidite centralno, je neprimerljivo teže, ima teže dostopno posteljo kot vse ostale regije, v povprečju 15 do 25% težje pridete do postelje in s tem projektom sem prepričan, da bomo Ljubljančanom in osrednji regiji bistveno olajšali, seveda bomo na ta način tudi lažje na UKC sprejemali ljudi iz celotne Slovenije in jim nudili v večjem obsegu tudi vse terciarne in kvartarne storitve. Tako da še enkrat hvala in to je zgodba o uspehu in upam, da na tak način lahko nadaljujemo tudi drugod po Sloveniji. Hvala.